Dober dan, dobrodošli na premieri Črtic, na prvem pogovoru o prvem romanu Tine Perič, ampak preden se medve začneva pogovarjati, je glasbeni uvod. Hvala Matiji Dolencu za tole, da nas bo na klasični kitari pospremil, naredil uvod v stilu Črtic v najin pogovor. Izvoli. Draga Tina, pridruži se mi lepo, prosim. A si vedela, kakšen bo danes glasbeni uvod? A sta se doma dogovorila z Matijo? Ja, v bistvu me je presenetil, je predlagal, da bi v bistvu nekaj zaigral. To so bile v bistvu od Bogdanovića miniaturke.
In ker pa še zraven, ker so črtice, in smo potem naredili uvod eno malo bolj balkansko in potem še eno prekmursko, da obe strani družine zadovoljimo. In vsebino črtic, ampak preden prideva do romana, kaj je bilo prvo, kar te je zanimalo? Glasba, pisanje, jeziki? Glih, zdaj sem se spomnila, ker so tukaj bili starši, so prišli, so me presenetili od prijateljice iz osnovne šole. Bi rekla, da verjetno vse najprej pisanje in so v bistvu skupaj z Vesno. Veš kaj, ti karioke, ti imaš danes tako pomemben dogodek za tako dober in prelep in ganljiv roman, da kar se mene tičeš, lahko jokaš, plešeš, vse, kar ti paše. V bistvu se mi je zdelo, da bom jokala, sem ne na začetku. No, in sva z Vesno v bistvu pisali že v osnovni šoli skupaj. Tako da v bistvu bi rekla, da najprej pisanje, glasba sem bila vedno najprej fenica, pa sem pa na srečo zaradi Matije probala se še v bendu pisati tekste in pet in to. In v bistvu sledili najprej v bistvu nek način pisanja, potem glasba, tako da najprej jezik, ja, vsekakor. No, preden sem prebrala roman, sem šla pogledat video o bendu Ludoviko Material, kjer si pela in sem si rekla, kakšen nežen glas, kakšen tekst. In potem sem nekaj časa poslušala in sem rekla, kakšna moč. A je to glasba? Jaz ne bom se spuščala, da to punk nekaj opišem, ker res nič ne vem o tem in lahko izpadem skrajno smešna. Tako da, a je to ta zvrst glasbe, ki te je najbolj poklicala, najbolj pritegnila? Ja, v bistvu Matija je začel, Matija je v bistvu poslal Matrice, skupaj smo predtem hoteli delati dokumentarc, v bistvu, ki bi kopiral na nek način Sound of Istanbul, obstaja nek drug dokumentarc o muziki v Turčiji. Mi smo hoteli delati dokumentarni film o bendih iz Balkana, s prijatelji, eni so danes tukaj. In smo potem v nekem trenutku smo imeli najprej veliko zagona, potem vse manj, pa smo pa v nekem momentu rekli, zakaj bi snemali druge, kako turajo in delajo muziko, zakaj ne bi naredili sami. No, in potem je v bistvu Matija naredil Matrice in nekako usmeril tok benda, v katerega je šel. Jaz pa sem pač dodala nek svoj vokal in je bila v bistvu sinteza vsega takrat mene, Matije in v bistvu Jerneja, ki je pa pač bil na bobnih. No. Tako da se je skupaj zgodilo, je bil pa odraz tega, kar smo poslušali. Se pravi, neki elektronke, neki rocka in pa neki punk attitude. Predvsem pa nismo veliko razmišljali takrat in se mi zdi, smo sam šli v to in je bilo super. Je bilo veliko manj treme kot danes. Imeli ste tudi, izdali ste LP ploščo in imeli ste tudi turnejo. Pravzaprav zveni to zelo resen band, zakaj ga ni več, zakaj ne delate več? Ja, v enem trenutku smo se mogli ustaviti, ker sem mogla končati faks, v bistvu 2 diplomi, tako da je na nek način zmanjkalo časa. So bila pa to zagotovo najbolj eden najlepših let in obdobja v mojem življenju, pač imeti ta band in ja, turati tudi in doživeti marsikaj, tako da to je zagotovo en najlepših izkušenj, kar sem jih imela, je bilo imeti ta band, ja. Ustavili se je pa, ker je prišlo življenje, ker je bilo treba končati faks, najti zaposlitev in tako naprej, ampak evo, mogoče pa še kdaj kaj zaigramo. A še kaj glasbenega počneš? Potem, ko benda ni več, imaš še kakršenkoli stik z glasbo, poleg tega, da jo poslušaš? Ja, hodim na koncerte, organiziramo pa tudi v Prekmurju festival Nindri Indri, 16. pa 17. avgust, vabljeni v Mursko Soboto, tako da v bistvu ja, organiziram festival, soorganiziram torej s svojimi kolegi, kolegicami, tako da ja, na ta način sem še vedno nekako v stiku z muziko. Jaz sem še kar nevedna, kaj pomeni ime tega festivala, ki ga delate v Prekmurju? Ja. Zelo eksotično to zveni.
Sicer je tudi prekmurščina eksotična, ampak drugačne. Ja, je v bistvu prekmurski izraz, Nindri Indri pomeni nikjer drugje. Poleg glasbe si doštudirala tudi, si študirala jezikoslovje in sociologijo. Res je? Aha. A si takoj, ko je bilo vprašanje, ko se je fakt zbližal, si vedela, kaj boš študirala, ni bilo nobene dileme? Ali si med čem kolebala? Ne, jaz sem v bistvu najprej hotela biti igralka in sem v bistvu hotela iti na AGRFT, pa to ni uspelo, ampak druga opcija so bili pa takoj za tem jeziki. Najprej sem zelo razmišljala o francoščini, ker sem imela tisto leto tudi na maturi, ampak potem pa nisem vedela niti, da obstaja možnost, da študiraš srbski, hrvaški, makedonski jezik v Sloveniji. In ko sem to odkrila, se mi je zdelo pa wow. Zelo fajn in zelo malo opisnih mest je bilo in se mi je zdelo, da to bo pa res nekaj zanimivega. Ampak danes razumem, da sem to hotela študirati zato, ker sem verjetno hotela raziskati en del sebe ali pa moje družine, del svoje identitete v bistvu. Tako da ja, pol je vseeno sem se odločila za hrvaščino, srbščino in recimo ne francoščino. Kljub temu, a si samo enkrat probala na AGRFT-ju narediti sprejemne izpite? Dvakrat. Kljub temu, da te niso, to je njihov problem, da te niso sprejeli na AGRFT-ju. Hvala, ampak nič hudega, danes mislim, da je bilo to čisto v redu. Dobro za nas, ampak nekaj gledaliških izkušenj pa imaš, ne? Ja, tudi pol kasneje smo v bistvu tudi zaradi benda v produkciji Maske igrali v predstavi od Mareta Bulca Gremo vsi. To je bila tudi ena zelo taka lepa izkušnja v bistvu. In ne glede na to, da je bilo to res fantastična izkušnja, super predstava, ful smo se imeli lepo. Ne vem, tudi eden lepših projektov v bistvu v mojem življenju sem takrat videla, da mogoče pa vseeno v bistvu je muzika mi bližji kakor teater. Takrat sem v bistvu dojela, da mi v bistvu ni žal, da nisem igralka, ampak sem dojela, da mi je veliko bolj zanimiv imeti band. Aleluja. To, kar je meni zanimivo, jaz vem, da danes tukaj je tvoja publika, da te vsi poznajo, da pravzaprav to, kar se sprašujem, oni najbrž že vejo, pa sem jaz edina, ki ne, ampak ti delaš za zadrugo, Soglasnik. Meni že to, da mi nekdo reče zadruga, se mi zdi zelo mamljivo in zelo fajn. Vem, da obstajajo kmetijske zadruge, vem, da obstajajo mnoge druge zadruge po svetu. Želim si recimo, da bi pri nas imeli stanovanjske zadruge, ampak ti si na jezikovni zadrugi. Kaj delaš pa, kako to, pa čestitam, da so se odločili za sistem zadruge. To je najbrž precej neposredne demokracije. Ja, je. Mi smo se za zadrugo pred 10 leti, letos praznujemo 10 let, odločili na nek način iz obupa. V bistvu dostikrat rečem, da naš kapital je bil obup, ker smo bili študentje in nismo imeli kaj drugega. Namreč jezikoslovni poklici so precej prekarni, kar pomeni, da večina ljudi dela prek espejev, nima stalne zaposlitve, nima neke socialne varnosti na ta način, težko bolniško si moraš sam plačati, a ne hitro, poznamo prekarno situacijo in smo na nek način hoteli rešiti takrat sami sebe na način, da smo se povezali in organizirali v zadrugo. Zadruga v bistvu pomeni to, da vsi, ki smo njeni člani, smo tudi solastniki in jo skupaj soupravljamo in soodločamo o pomembnejših poslovnih odločitvah, tako da na ta način potem izvajamo neposredno demokracijo in pri zadrugi, ki je še toliko majhna, kakor smo mi, se to res lepo da izvajati. Na začetku je bilo to mogoče naporno, ker je bilo videti tako, da smo, ne vem, parlamentirali, zdaj karikiram, 3 ure, a bomo kupili tak kuli ali tak kuli in kjerkoli in kje bomo to kupili, ampak smo se sčasoma naučili, da v bistvu o katerih stvareh je vredno debatirati 3 ure, o katerih pa ne. Tako da bi rekla po tej izkušnji, se mi zdi, da so zadruge odgovor na ta na nek način kapitalistični sistem, kjer je mogoče dobiček res v prvem planu, kjer pri zadrugah vseeno ni, se gleda na to,
kaj želijo početi člani, kakšne so njihove potrebe. Pri nas veliko delamo na tem ali pa poskušamo v obzir vzeti, kakšne so potrebe naših zaposlenih, a bi kdo, ker ima, ne vem, enega otroka, imel skrajšan delovni čas, manj obremenitev, nekdo, ki zboli, tudi in tako naprej. Tako da probamo vedno v prvi plan dati človeka, ne pa dobiček, čeprav je seveda pomemben, da preživimo, ni pa najbolj pomemben oziroma ni edini pomemben. Tako. Ko sem gledala vašo spletno stran, sem se zelo zabavala, ker je to, vidite, da ste duhoviti, a ne, da nimate teh klasičnih predstavitev tega, kar delate, bodimo vsem všeč, za vsakega nekaj, imate že kar nekaj napačnih stavkov in potem iz tega što se delate. Glede na to, da kar si študirala, v bistvu, a ti tudi če prevajaš, tolmačiš ali? Ne, jaz sem prevajala, trenutno ne, tudi tolmačila nisem pa nikoli, to je pa naslednja stopnja, je kar zahtevno in se moraš zato kar primerno usposobiti, tako da ne tolmačila, sem enkrat provala, pa si ne želim več, ampak trenutno ne, trenutno v bistvu tam čez vodim projekte, vodim pisarno, druge stvari, ne prevajam več in ne učim več. Sem pa včasih tudi poučevala hrvaški, srbski jezik in tudi slovenskega, tako. Ampak zdaj v tem trenutku pa ne več. Ja. Če sem malo pohecam, lahko bi to Slovence učila, ne? V knjigi nas lepo ukrtaš, kako govorimo srbo-hrvaščino, samozavestno. Nič hudega. Nihče nič ne reče. Kar. Glede na to, da je bil jezik tvoj študij, da delaš v soglasniku, pardon. Pogosta napaka, nič hudega. Sem si jaz za uvod, če dovoliš, prepisala, ker sem pač stara šola in to prepišem, nekaj o jeziku, kar si ti napisala v tvoji knjigi. Jezik je verjetno eden najbolj intimnih delov človekove identitete. Tako neskončno ponotranjen, utkan v naše nevronske mreže, silno prvinski, tako močno vgraviran v naše prve spomine, da je skoraj neizbrisljiv del vsakršne osebnosti, vsakogaršnje osebnosti. Ampak ne vsak jezik, ne knjižni, sploh ne slovenski knjižni jezik, ki je od živega govora precej utojen in ga večina lahko ponotrani šele skozi izobraževalni sistem, se globoko strinjam, temveč tisti prvi jezik, morda je jezik ali celo jeziki, v katerih prvič poimenuješ svoje najbližje in najdražje. In ta čustveni naboj jezika ni nekaj, s čimer bi se rodil, ampak je nekaj, kar ti starši podarijo naprej kot nekaj dragocenega, nekaj, kar prevzameš in nosiš dalje. Ti si odraščala v slovenščini, srbščini in prekmurščini. Tako je. Tudi knjiga je napisana v glavnem seveda v slovenščini, ampak ti tako, kako bi rekla, dobro, tekoče v to odkeš srbščino, srbo-hrvaščino, prekmurščino. In kot da bi, všeč mi je to, da vse, kar si, daš v ta jezik. Kako si, preden si začela, ali pa ko si začela pisati črtice, si imela kakšen razmislek, kakšen prav o jeziku in jezikih? Prve verzije so bile še bolj pogovorne, kot je zdaj ta zadnja. Tako da sem iskala neko srednjo pot med tem, da bi bil jezik sproščen in tekoč, ne pa preveč pogovoren, oziroma nekatere misli lažje izražaš skozi pogovorni jezik, skozi pregovore, skozi slang, nekatere pa lažje formuliraš mogoče čez nek diskurzivni jezik ali pa nekaj, kar je mogoče bliže neki esejistiki. Tako da je bilo to zelo intuitivno. Predvsem sem pa želela, da bi bilo to avtentično. Se pravi, da če je glavni lik Mija, ki je, na primer, odraščala v 90-ih in nekaj piše z pozicije, ko je stara 30 let ali pa 20 let,
ne more uporabljati besedišča, ki ga je mogoče uporabljal Cankar ali pa Prežih Hovoranc, ampak uporablja besedišče, ki je za njo lastno in avtentično. Se pravi, ne more reči, da si ravno za tega del in podobno, ampak uporabi nekaj, kar je njej blizu, ker sem res hotela, da izpade ona čim bolj avtentična v bistvu. In tako da to je bilo moje glavno vodilo. Se pravi, kako narediti to junakinjo čim bolj živo in plastično in tako, da ji bomo verjeli, kar nam pripoveduje, da ne bomo od nje odtujeni. Zakaj sem pa o tem veliko razmišljala? Ker sem imela izkušnjo, ko sem v bistvu poučevala slovenščino, večinoma ljudi, ki so prišli, ne vem, iz Hrvaške, Srbije sem in so potrebovali znanje jezika za opravljanje izpita, za pridobitev papirja in tako naprej. In potem sem jih poučevala in sem rekla, in potem sem se jaz mogla ene stvari na novo naučiti. Se pravi, ko smo, ne vem, naprimer, pohištvo, in sem rekla, to je pa, in pa sem hodila reči polštar, ampak sem rekla, ne učiš slovenščino, povej pravilno besedo. In potem sem se mogla spomniti, da rečemo polštru blazina, in da to je v bistvu, ampak potem sem izraven rekla, ampak, to je blazina, ampak slišali boste pa tudi polštar velikokrat in so me spraševali, kaj je pa prav, kaj pa pravilno, in sem rekla, pravilno knjižno je blazina, ampak nihče ne bo rekel blazina, vsi bomo rekli polštar. In sem se velikokrat, ko sem poučevala slovenščino, znajdla pri to dilemo, da sem jim vedno razložila knjižni izraz, potem pa še tako, kar rečemo ponavadi, seveda recimo v Ljubljani. Seveda, če bi bila iz Prekmurja, bi bilo to drugače, mogoče na Gorenjskem spet drugače. In potem mi je to veliko dalo zamisliti, koliko je v bistvu ta naš jezik na nek način odtujen od živega govora, in sem zato hotela, da pri Miji pa ne bo. Pri Miji bo pa živ in tak, da ji bomo lahko verjeli, da to res ona govori. To. Na dolgo in široko. Ja, meni se tudi zdi, da nisem specialistka, ampak da slovenščina ima veliko enih izrazov, ki jih jaz kot rojena in čista Slovenka ne bi nikoli uporabila. Ne vem, a kdaj kdo v slovenščini nekomu reče ljubim te? Ja. Ja, to pa. Blazina ne reče nihče, to je dejstvo. Mislim, ko se razjezimo, recimo, dobro, jaz sem ena generacija, sem še iz prejšnje države, ko se jaz razjezim in ko sem jezna in ko se hočem sprostiti, tega pač ne počnem v slovenščini. Ker kako se ti razježiš in rečeš 300 kosmatih medvedov, kaj mi je naredil? Tega ne narediš. Ja. Nego pičkarim na ono staro, na naše. Zato, ker ta jezik, ta moja srbo-hrvaščina, premore vso paleto čustev in karkoli, v katerem koli čustvu nam ta stanje to izrečem, mi zveni bolj verodostojno, kot če bi nekaj uporabila v slovenščini. Ja, razumem. Jaz o tem nisem razmišljala, ker so mi bile kletvice iz srbščine zelo domače. Ampak razumem, slovenski jezik tudi, ko prevajaš, recimo, ne prenese toliko kletvic kot mogoče srbski, hrvaški, kjer je to veliko bolj del vsakdanjega govora, v pogovornem jeziku seveda. Slovenski ne prenese toliko in tudi, če bi prevajali, ali pa recimo, dostikrat prevajalci to vejo, danes so tukaj tudi anglisti, tudi če bo, fuck, ne bomo prevedali vsake te kletvice, ampak bomo spustili, ker slovenski jezik ne deluje na isti način in ne prenese. Se bi strinjali Maša in Andreja, kolegice anglistki, tudi iz zadruge Soglasnik. Se pravi to, kako si ti napisala knjigo in ko je prišla do založbe Goga, predvidevam, sprašujem, ni bilo dileme, kar se tiče na relaciji urednice in tebe, kako, v kakšnem jeziku je napisana in kako ti doziraš za Mijo srbščino, srbo-hrvaščino prek murščino? Ne, jaz bi rada pohvalila svojo urednico Ano Geršek in se ji še enkrat javno zahvalila za res čudovit proces, ki sem se ga res ki sem se ga res bala, ker sem pač... Zakaj? Ker greš prvič v neko situacijo in nimaš pojma in star si 40, če bi bila 19, verjetno se ne bi.
Tako sem bila pa, kva se bo zgodilo z mojim tekstom, a bo v redu, ne bo v redu, koliko bo treba popravljati, a bo stroga Ana. Ampak Ana je bila čudovita, res pa se lepo ujele in je od začetka sprejela ta jezik. Imeli smo super debate o jeziku, tako da urednica je potrdila in sprejela to kot del moje pisave in pozdravila in je ostalo tako. Tako da, ja. A je imel kakršen koli vpliv, daljni in zavedni, nezavedni, tvoj, bom rekla, knjižni boter Goran Vojnović, ki je pri nas naredil malo revolucijo s Čefurji Raus? Absolutno, jaz mislim, da je on vse, v bistvu, ja, absolutno, kulturna revolucija, ko so išli Čefurji Raus, da nam je vsem dal na nek način dovoljenje, da se lahko malo sprostimo v jeziku, a ne? Da lahko malo bolj pogovorno govorimo, da mogoče ne obstaja samo slovenski pogovorni jezik v Sloveniji, obstajajo še jeziki drugih narodov in narodnosti, a ne? Da je pisan jezik, da je zato veliko bolj bogat in zanimiv in Vojnović nam je nekako prvi nekako to ponudil in se mi zdi, da smo bili vsi takrat lačni prav tega, ne, te sproščenosti v jeziku, da ni treba, da je da si ravno, no, če rečem, povsod, ne, in se mi zdi, da je tudi zato, da so bili Čefurji Raus poleg seveda vsebine in vsega drugega in vseh talentov, ki jih Vojnović premore, ampak jezik se mi zdi, da smo bili vsi kar končno. Tako, vsi smo malo zadihali, ne? Lažje smo dihali, ja. Na začetku tvojega romana piše, no, kaj piše? Piše moji družini. Liki so izmišljeni, dejanja nekoliko manj. To je roman o družini Batič. O mami Heleni, očetu Miletu, sestri Katarini, Miki, iz otroške perspektive pripoveduje, kako je živeti v družini, kjer je nekdo izbrisan. Glede na to, da sva sicer nekaj let medve narazen, ampak ko ti opisuješ blok, stanovanje, blokovsko življenje, predvsem otroško, je mene v trenutku odneslo nazaj, ne, pa je kar nekaj generacij med nama v čas, ko smo vsi še živeli na ulicah, se igrali na ulicah s svojimi sosedi in ti moram reči, da zaradi tvojega romana sem se marsičesa spomnila, kar sem že pozabila. Kaj pa recimo? To, kaj smo, tam, ko opisuješ, katere igre ste se šli, ne? Gumitvist je žandari in lopovi, dobro, mi smo se še kradli smo zemljo, ti skratka našteješ vse to, razen fuzbala, ki ga tvoja Mija ne mara, jaz ga tudi nisem marala, ampak tako, skoraj sem že pozabila, kako je bilo nekoč čudno, ko so se otroci igrali na ulici. In ti si Miji podelila vso to otroštvo, ki ga je kar nekaj generacij. Tako da mislim, da bo doživela, da bo neka točka identifikacije z mnogimi ljudmi v tvojem romanu. Da nam malo vrneš otroštvo in da nas malo spomniš na to, ne. Živi Mija v tej pisani fajn soseski, ki vsi reče mala Bosna, ne. Ne glede na to, od kje vse so ljudje, ker tisti, ko so drugod, so v tvojem romanu Bosanci, ne. Mene je seveda presenetilo to, ker nisem vedela, kako so se te medsosedski odnosi spremenili po vojni in po izbrisu. Nenadoma isti ljudje nate in na tvojo družino gledajo drugače. To ni vprašanje, to je začetek najine teme, tvojega romana. Povej nam, kako je Mija to doživela, prav to spremembo, dolgo živeti z istimi ljudmi, potem pa nenadoma vse drugače. Ok, uvod je bil, ne, se pravi, dejanja, liki so izmišljeni, dejanja nekoliko manj, pa mogoče, da tega slona v trgovini, da ga spravimo ven, se pravi, elemente avtobiografskosti, ne. To, v bistvu črtice niso avtobiografije, so pa avtofikcija. To pomeni, da nekatere stvari sem povzela po sebi in svojem življenju, nekatere pa ne in so v bistvu plod domišljije ali pa nečesa, kar se je nekomu drugemu zgodil, plod literarnega, fantazije in tako naprej.
So pa neki spomini seveda tudi iz realnega življenja, kar se je zgodilo meni in moji družini, in to dogajanje pred blokom, igranje z otroci, katerih starši so prihajali iz različnih republik Jugoslavije, je pa nekaj, kar se je seveda tudi meni dogajalo in sem posodila mi. V bistvu sem mi posojala tiste elemente, za katere se mi je zdelo, da je pomembno, da pridejo v knjigo, ker sem z njimi želela nekaj povedati. Naprimer, tako kot moja mama je iz Prekmurja, je tudi od Mije mami iz Prekmurja, ker se mi je zdelo zanimivo vplesti noter ravno to prekmurščino in ker se je meni res v realnem življenju dogajalo, da so bili začudeni, kako nekdo, ki se piše na ič, zna prekmursko, ne. In je bilo, kako gre to skupaj, ne. In potem, ker se mi je to vedno zdelo malo zanimivo, sem rekla, ok, to lastnost bomo dali tudi mi, ker hočemo s tem glih to povedati v bistvu ali pa bralcu, bralki predstaviti. Avtobiografsko je tudi ta element igre. In tako kot pri mi se tudi pri meni, se mi zdi, so se ene stvari spremenile oziroma da so ene stvari se pojavile, o katerih prej nisi razmišljal pred osamosvojitvijo ali pa ni bilo pomembno, ni se mi zdelo mogoče ali pa nisem zaznala, da je pomembno, a se pišeš na ič ali ne, a so tvoji starši iz Bosne, Srbije, Hrvaške ali ne in tako naprej. Pač tiste 90. so bila pa zelo eno tako težavno, se mi zdi, obdobje za marsikoga in takrat so te stvari prišle na površje in je bilo drugače. Kako sprejeti dejstvo, da isti ljudje, s katerimi si že dolgo sosed, se nenadoma tako zelo spremenijo? To je mene, vem, sliša neskončno naivno, ampak me je razjezilo in prizadelo in sem si mislila, kdo so te ljudje? Ja, jaz mislim, da se to dostikrat zgodi, ko so neke zgodovinsko težke situacije, ali je bil to izbris, ali je to vojna, kjerkoli po svetu, se takrat mogoče zgodijo ene stvari, ki jih prej ne bi nikoli pričakoval ali si jih pa zamišljal, ne. In take konfliktne težke situacije v ljudeh vzbudijo različne odzive in žal so včasih tudi negativni, ki jih ne bi sicer predvidel. Tako. Ampak kako si se ti vrnila v otroštvo, v tega otroka? Kako si zdaj ti odrasla, skoraj 40-letna? Kaj vse si naredila, kako, ne vem, kakšne tehnike si uporabila, da si zlezla nazaj v tega otroka in lahko povedala to zgodbo z otroške perspektive? Ja, jaz v bistvu o izbrisu sem začela razmišljati kot odrasla drugače. V bistvu sem se tudi jaz s tem soočila kot odrasla ženska in v bistvu sem začela najprej doma spraševati, kaj se je dogajalo, kako se je zgodilo, ker tako kot pri mi tudi so mene hoteli starši zaščititi in niso hoteli veliko govoriti o tem, ker je bilo pač prehudo. Ampak potem sem me začela spraševati starše, sestro, prijatelje, sosede. Začela sem brati, se mi zdi, tukaj sem ugotovila, koliko je pomembno, da so obstajali novinarji, ki so v tistem času pač pisali o teh temah, da so kasneje obstajali pisatelji, pisateljice oziroma pisci, piske, ki so, ne vem, izdajali zbornike na to temo, ki niso odnehali. Mirovni inštitut je imel tukaj zelo pomembno vlogo, Društvo izbrisanih in podobni. In v bistvu tam sem iskala nekako gradivo, prek katerega sem se poskušala soočati s tem, kar se je zgodilo za nazaj in je bil to zame pomemben vir informacij in se mi zdi tukaj, včasih mogoče se kakšnemu družboslovcu ne zdi pomemben, joj, kdo bo to bral, ali pa ja, ne, ni enako, kot če si ali pisatelj ali pa mogoče novinar, ampak ja, zelo je pomembno, da se o teh stvarih piše tudi čez znanstvene strokovne perspektive, ker beremo to, tudi tisti, ki nam je to zelo pomemben. Jaz verjamem, da bi mogoče, ali pa sem naivna, tvoja knjiga premaknila tudi koga, ki je na nasprotni strani, recimo, ne, ki ima to značilno in trpežno slovensko nerazumevanje, neodprtost, ker je povedana z osebnega stališča oziroma z vidika otroka. A si ti na ta način, ne, zdaj pa prosto je tako terapevtsko vprašanje, Manca Košir bi me mogoče bila vesela, a si tudi s knjigo vse to za nazaj nekako uredila v svoji glavi, v svojem življenju, naredila ne bom rekla piko na i, ker ta zgodba še ni končana,
ampak nekako lažje to vse sprejela ali pa. Ja, upam. Sicer težko reči zavestno, kaj je bil namen te knjige. Ideja je res stara, že vsaj 20 let. So bili neki zapiski in potem 20 let mi to ni dal miru. In se mi zdi, dokler se jaz nisem soočila s tem, si upala soočati s tem, tudi nisem mogla knjige dokončati in napisati. Tako da ja, mislim, da je prišlo, ko stvari zapišeš, jih na nek način zobjektiviziraš in daš na papir in v bistvu na papirju potem ta zgodba tam je in se na nek način distanciraš in umakneš. In s tem mislim, da lahko prideš do zaključka. Sej tudi veliko psihoterapevtov pravi, piši dnevnik, opisuj svoje čustva, ker jih lahko malo bolj od zunaj pogledaš in naenkrat mogoče niso več tako grozne, kot so se ti zdele. Tako da absolutno je del bil tudi terapevtski, na nek način predelati vse to v bistvu z zamikom 30 let kasneje. Ja. Kadarkoli. Zgodba izbrisanih je zgodba, ki je bila za mnogi ljudi čisto zares grozna. Za nas mora biti pa, bom rekla, večano pomen, kako zelo smo naredili narobe. Februarja 1992 se je to zgodil, ta na videz birokratski ukrep izbris. Veliko ljudi. Večkrat sem si napisala številko, šla sem gledati na Google in potem, ko o tem govorim, pozabim, ker me najbrž zgrozi, kakšna ta številka je. Že leta 1998 je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da je bil izbris neustaven. Aprila 2004 smo imeli v Sloveniji referendum o tem, ali sprejmemo tehnični zakon o izbrisanih. 500 000 ljudi je prišlo na volišče, a večina jih je bila proti. To je za nas katastrofalna zgodba. To bo poleg orožarske afere, nikoli zaključene zgodbe, nekaj, s čemer se, mislim, enorm madež na slovenski zgodovini. Mene vedno znova razžalosti, predvsem me pa razjezi, ampak lahko je meni biti jezna. V tvoji knjigi, v tvojem romanu, karkoli čustev je in jih je veliko, ni jeze. Ja, leta terapije. Ja, v bistvu, ko sem to pisala, sem želela, da ko dam to od sebe, da sem jaz pomirjena s tem, ker biti jezen celo življenje je naporno in ne nočeš tega, v bistvu nočeš biti jezen, hočeš biti okej, hočeš biti pomirjen, hočeš oprostiti, ker nima smisla, pač, če ne. Jeza je res tako naporno čustvo, in dolg časa sem bila tudi jaz jezna in jezna za nazaj. Jaz sem v bistvu res z zamikom, jaz osebno to doživljala in potem, to je bilo toliko nazaj, na koga boš jezen, vsa ta leta nazaj in nimaš sploh kam tega usmeriti. To je bil največji izziv, ampak pa v enem trenutku ugotoviš, da ja, nočeš biti več jezen, ker hočeš imeti rad ljudi, jaz imam pač rada ljudi v Sloveniji, to so moja družina, moji prijatelji, hočem se fajn počutiti, in pol ne morem biti jezna. In verjamem, da se je tudi ta odnos spremenil. Mislim, da če točno se spomnim, sem brala v časopisu za kritiko znanosti ČKZ-ja Madež izbrisal, kako je naslov, so bili podatki, ki so govorili točno o tem, da se je mnenje Slovencev glede izbrisa spremenilo, in mogoče tudi ta referendum danes ne bi imel istih številk, kot jih je imel takrat, ker verjamem, da je omogočila določena klima politična, ki je ljudi pač prepričala, da so verjeli, da volijo tako in tako, ampak ne samo, da si želim verjeti, res tudi verjamem in tudi ankete kažejo, da se je mnenje ljudi spremenilo. In ja, nočem biti jezna več. Mislim, da to nobenemu prav ne pride. Tudi v knjigi napiše za Mijo, čigava si ti, to vprašanje, to je naslov enega dela in na koncu je vaša sem, ne da se mi več ukvarjati s tem, vaša sem tako,
kot so vaši vsi Sirici, vsi begunci, ki so prišli sem. Ne? Tako. Tako da, ali je mogoče prebral knjigo, preden je izšla, ali pa že zdaj mogoče kdo, ki recimo je bil tisti, ki na referendumu volil proti tehničnemu zakonu, pa govoril ljudem v 90-ih, vrn se, odkar si prišel in tako naprej. Si imela kakšen stik? Ne, bi si pa želela in ja, verjamem, jaz res verjamem, pa si želim verjeti, da so ljudje, ki so šli tudi na ta referendum in glasovali, kakor so glasovali in da bi danes mogoče razmišljali drugače. Iskreno, ali pa si pa zdaj toliko želim verjeti. No. Zagotovo so tudi taki, ki bi enako, ampak res mislim, da se je mnenje javno glede tega spremenilo. Saj upam, da smo nekam prišli, no. Ali pa si to želim, čeprav stvari sistemsko še vedno niso urejene, a ne, to je velik problem. Se pravi, še danes obstajajo ljudje, ki nimajo urejenega statusa, še danes ni problem sistemsko rešen, tako da neke stvari so se premaknile, nekje smo pa še v zadnji in je treba še veliko narediti in bi si želela, da bi končno to tudi naredili v bistvu, no, kar je prav. Ja, prav, in čas je bil še zdavnaj, ti na koncu tudi napišeš povzetke kratkih zgodb realnih, tistih izbrisanih, ki so se jim dogajale hujše stvari kot minemu očetu v romanu. Spremeniš inicialke, kraje, od kjer ljudje so, zgodbe so pa realne in so še vedno grozljive. Ena od teh je, kako so nekoga izgnali, se je znašel sred vojne vihre in je bil potem, ko je umrl, razseljen, kot je bilo mnogo razseljenih po množičnih grobiščih. Zgodb ni malo in zgodbe so grozne. In a si imela kaj problemi s čustvi, različnimi, ko si to pisala, te je kaj odnašalo? Ja, absolutno. Ker mene je skozi odnašalo, ampak jaz sem prebrala fantastičen roman, ne, v varnem zavetju, ampak kako je bilo, ko je to nastajalo? Ja, hvala Bogu, v moji družini nihče zaradi izbrisa ni umrl, smo preživeli in smo danes skupaj in se imamo radi. So pa ljudje, ki so, kar ne pomeni, da se nam ni zgodila grozna stvar in da niso tudi moji starši veliko pretrpeli in moja družina, ampak so pa ljudje, ki so umrli zaradi tega, ne. So ljudje, ki so naredili samomore zaradi težke situacije povezane z izbrisom in to so stvari, ki jih ne moreš nazaj vzeti, to so stvari, ki jih pač ne moreš izbrisati, če lahko rečem tako. Tako da v bistvu na nek način ni bilo vojne, je imel pa izbris svoje žrtve, takšne in drugačne. Ja, tudi za Mijo pišeš, vojna je minila, ta naša 10-dnevna. Za začetek mi je bilo zabavno to, ko opisuješ o tej naši 10-dnevni vojni, kako so Mija in sosedje in familija nosili hrano v zaklonišča. Jaz se tudi tega spomnim. Recimo v našem primeru je bilo tako, da je moja mama naredila pecivo, čaj in ker smo bili v mehnem bloku, smo šli v klet in sosedje so imeli pa samo bele vrečke plastične in je moja mama rekla, kaj pa imate vi v teh plastičnih vrečkah? Pa je rekel marke ali kaj, dolarje, zlato. Pa rekla moja mama, in če bo to dolgo trajalo in bomo kle, kaj boste naredili s tem denarjem in zlatom, ga boste pojedali? Rekla, še dobro, da sem jaz nekaj spekla, ne? In Mija pove, da pač glede na vse količine hrane, ki so jih znosili v zaklonišče, je bila vojna preprosto prekratka. Ja, tako, v bistvu na srečo, a ne. Na srečo je pač v Sloveniji ta vojna, ti spopadi so trajali zelo kratko. In ja, ampak ne glede na to, verjamem, jaz se tistih občutkov ne spomnim zares, ker so to neki zgolj spomini. In zato sem potem hodila tudi pri Miji to prikazati, otrok ne ve, kaj se dogaja. Ona je šla na piknik, ne? Tako, ona je šla na piknik, ne, ona je mislila, ker se to hrano pripravlja, da bo piknik, ne da ljudje hrano pripravljajo na vojno, ampak ja, otroci gledajo na to na en drug način in sem hodila to prikazati pri Miji, da pač njej ni bilo jasno, kaj se dogaja, pač ja, ona je mislila, da bo piknik in ja, tako je bilo. A bi prebrala nekaj iz knjige? Lahko. Se čakaj sva označili, sem kar nimamo evo, tukaj je. Da dobite malo občutka tisti, ki še niste prebrali, kako dobro to zveni. Sva prav označili, sem malo. Pa te moje čičke čačke. Dobro.
Kje bomo začeli? Zelo radi smo se šli lopove in žandarje, pri čemer je bilo vedno bolj zanimivo biti lopov. Nekaterim tako zelo, da smo se tudi sami nekaj let kasneje preizkusili kot rokomavhi, a se je vsaj pri meni, ne mara na žalost, ta kariera dokaj hitro končala, ko so nas v lokalni papirnici zasačili in so po nas morali priti starši. Če bi se moja zmikatovska poklicna pot uspešno nadaljevala, mi kasneje v življenju ne bi bilo treba opravljati vseh tistih, večinoma res duha ubijajočih študentskih del za 3,5 evre na uro in upati na tiste boljše čase, ko bom vendarle diplomirala iz družboslovja in južnoslovanskih jezikov. Smiselnosti tega študija večinoma niso razumeli niti moji sosedje. Mijo, kaj pa studiraš zdaj? Hrvaški, srbski in makedonski jezik, sem ponavadi odgovorila z nekakšnim kančkom ponosa, da nisem izdala svoje multi-ex-juga kulti soseske. Pa fino, ali kaj ima tu, da se studira? Mi je z nasmehom na ustih postavila pod vprašanje soseda Fadila. Kaj pa že? Če ne drugega, zdaj vem, v čem je fora, da vi rečete mlijeko, sosed Milutin pa mleko. To vem jaz, v politici. Zbudi pridna pa pozdrav mami, se je poslovila in z 2 polnima Mercatorjevima vrečkama v rokah utrujeno odsopihala do svojega stanovanja v 5. nadstropju. Dvigala v bloku nismo imeli. Dosti let, preden sem se začela kratkočasiti s tem, da je staroslovanski glas jad na različnih geografskih območjih jugovzhodne Evrope povzročil jezikovno delitev na ekavico, ijekavico in ikavico, sem se s svojimi blokovskimi prijateljčki igrala tudi skrivalnice, fuzbal, očke in mamice, mamice in mamice, če so se fanti šli kaj drugega ali pa jim prave mamice niso pustile ven, z barbikami, s kao barbikami, torej s ponaredki iz poceni plastike, kjer se barbiki, nog in rok ni dalo upogniti in še z marsičem. Tako smo se nekega toplega pomladnega popodneva pred blokom igrali med 2 ognjema. Igra je potekala gladko, vse dokler ni žoga zadela Urbana. Prva se je oglasila Ljubica. Urban, zadet si, ven! Urban. Ma nisem bil zadet, žoga se sam majce dotaknila. Ja, pa si bil, pa če se je slišal, kva si peder, ven pejt, je nadaljeval Goran. Urban pa tudi. Ne grem ven, če ne se pa ne gremo več, se je moja žoga in jaz odločam, pa ti si peder. Čeprav je bil Urban v moji ekipi, sem se postavila na Goranovo stran. Kar neki Urban, se sploh ne veš, kaj to pomeni. Ja, pa vem, to je tiskam eno tako bolezen, tako kot Goran, je rekel Urban in vzel žogo. V Goranu je nekaj počilo. Zakadil se je Urbana ter ga tako močno porinil, da je padel na tla. Ma kdo ima bolezen, pička ti materna? Urban je pristal na tleh z do krvi oddrgnjenimi komolci. V šoku je počasi dvignil roke in vsi smo pogled usmerili v temno rdečo kapljo, ki je počasi spolzela po njegovi desni roki in si utirala pot med odrgninami kože in kamenčki, ki so se prilimali na njo. Urbanu so se vsule solze, prej sramu kot bolečine. Pa ti si neumen, Goran, tvoji mrtki te bom. Urbanov jok je preglasil visoki glas njegove mame. Urban, kaj se pa spet greste? Mami, Goran me udaril, je zapel v joku. In kaj naj jaz zdaj naredim? Ja, rečem kaj. Kaj ne rečem? Saj sem ti že rekla, da se ne druž z Bosanci, je zavpila. Nastala je tišina. Adnan je bil ponavadi najglasnejši in si je tudi največ upal in je Urbanovi mami zarenčal. Ma Bosanci ti ugačama. Otroci smo padli v privoščljiv smeh. S še bolj rezkim glasom je Urbanova mami v obupu zariplo zakričala. Urban, da te ne vidim več z njimi, takoj gor! Urbano je postalo nerodno in odšel je domov. Počasi smo se porazgubili tudi ostali. A neljubi dogodek mi kar ni hotel iz glave. Kako Bosanci? Bila sem zmedena. Nisem točno vedela, ali spadam v to skupino ali ne. A se Urban še lahko druži z mano? Moja mama je bila namreč Slovenka, oči pa Srb. Torej Bosanka vsekakor nisem bila. Ampak tudi odražena Ljubica starši niso bili iz Bosne. Razmišljala sem, da mogoče se pa vseeno malo lahko druži z mano, ker malo pa sem Slovenka. Celotna zadeva je bila za malega Urbana še toliko bolj delikatna,
ker v našem naselju ni bilo ravno veliko Matevžev in Jeric, s katerimi bi se lahko družil. Imel je večinoma nas, bolj ali manj Bosance. Kako ti doživljaš te domače paradokse, ki jih tudi v knjigi opisuješ? Recimo, pride leta potem že študentka postdiplomskega študija iz Srbije v Slovenijo, gre na urad za tujce za vse te papirje, ki jih mora dobiti, in a lahko jaz povem tako, ko jaz govorim z mojimi prijatelji iz Sarajeva, in ima Minka Šalteruša gnjavi, da ne zna slovensko, ne, dovolj. Mi njim vsem rečemo Minke Šalteruša, ne. In reče, Mina prijateljica reče, so we can speak English. In Minka Šalteruša, ki dela na oddelku za tujce, ne zna angleško. Koliko tega si ti na svoji koži, ne bom spraševala o Miji, o liku, ampak koliko si ti na svoji koži te naše dvoličnosti doživela? Ja, jaz moram biti iskrena, jaz, če želim, zelo dobro govorim slovensko in moje ime je Tina. A ne? In jaz se lahko vsaj pretvarjam, da sem čista Slovenka, dokler ne vidijo mojega priimka. Ne? Ljudje, ki pa pridejo sem in niso rojeni tukaj in ne znajo jezika, za njih je to bistveno drugače. A ne? Jaz zaradi svojega osebnega priimka sem doživljala razna ali šikaniranja ali pogleda po strani, ampak težko bi rekla, da je drugače, kot je bilo v 90-ih, ko je bila res napeta situacija. Veliko več pa tega slišim od ljudi, ravno veliko zgodb so mi povedali ti ljudje, ki so zdaj prišli, ne, ali po zadnjih 10 letih iz Srbije, Bosne, Hrvaške sem si ustvariti neko življenje in njihove zgodbe, s čimer se oni srečujejo v bistvu kot ljudje, ki ko pridejo sem, še ne znajo jezika, ne, in se jih prej sliši, da niso Slovenci. Ne, in tukaj se mi zdi, je njim veliko težje, kakor meni, ki se lahko pretvarjam, da obvladam knjižno slovenščino. Saj se ne pretvarjaš, saj obvladaš. Hvala. Za razliko od večino čistih, pravih, tu rojenih, ne vem kaj vse. To sem želela reči, tudi knjižno slovenščino se moraš priučiti. Če jaz govorim pogovorno, je to čisto nekaj drugega, kakor knjižna slovenščina. To sem mislila. Meni bi ti zdaj zanimiv, katero stopnjo znanja mora imeti, ko se učijo slovenski jezik. V bistvu zelo visoko, neka C1. Ja, to je, mislim, da skoraj najvišja, če ne najvišja raven jezika. Ja, to je bilo res, tudi to je pa avtobiografski element. Jaz sem res učila slovenščino, medicinsko sestro, ki je prišla iz Beograda sem. In ko je povedala, da dela izpit na C1 in da ima za to pol leta, je bilo res težko, ker sem videla, da v pol leta ne moreš priti do C1. C1 pomeni, da se ti v nekem jeziku tako dobro izražaš, da si sposoben napisati esej na 3 straneh o neki kompleksni temi. Primer, ali so družbena omrežja za otroke primerna ali ne, če ne utemelji zakaj. To je res visoka raven, kar se zdi neverjetno, da se to zahteva od nekoga oziroma za poklic, tako kot v knjigi rečem, kjer ljudi kronično primanjkuje, kot je medicinsko osebje. In tukaj se pa lahko vprašamo, zakaj ne spustimo, čeprav zdaj mislim, da se je zakonodaja na tem področju sprostila, zdaj že tako kronično primanjkuje delavcev povsod, se mi zdi, da jezik več ne bo problem, ampak se lahko vprašamo, zakaj je jezik taka ovira, zakaj ne more biti vsaj nižja stopnja, čeprav mislim, da zdaj je, da so spustili to raven. Ja, lepo dodaš v knjigi, da večina Slovencev ne zna tako zelo visoke stopnje slovenščine. Ja, pa sej mislim, da nihče, ki ne študira jezika, jo ne zna, to je normalno, ne gre samo za Slovence. Pač se mi zdi tudi, če bi v Nemčiji, tudi Nemci, ki niso študirali jezika, ne obvladajo tako jezik kot nekdo, ki ga je. Ampak C1 je pa res visoka raven, Da ne, tisti, ki še niste prebrali, upam, da boste, to je knjiga, ki je dobro prebrati zaradi tega, ker je zelo dobro napisana. Napisana je v fantastičnem jeziku in ima tako dobro vago vsega. Kot sem rekla, mene je odneslo v moje otroštvo, pa sem jaz precej starejša od tebe, ne?
In prav je tudi za nas, da beremo, kaj se je pri nas zgodilo in da če nič drugega nas na en način dobro ošamari, ne. Ker smo nekako hoteli ali ne del tega, ampak bistveno vprašanje pa je, o čem bo tvoja naslednja knjiga? Nimam pojma še res. Mislim, upam, da bo naslednja, ne. Upam, da ne bo 20 let, tako kot je ta nastajala. Ne vem še res, prezgodaj. Prezgodaj, bistveno prezgodaj. Je veliko idej, ampak prezgodaj. Vsekakor si želim, da bi ti še pisala in da je to prvi pogovor o tvojem prvem romanu, ki bojo sledili mnogi pogovori, ne samo o prvem romanu, ampak o vseh naslednjih knjigah. Hvala lepa, Edart. Tina Perič, najlepša hvala, da si napisala Črtice. Hvala, Edart. Jaz bi se zahvalila vsem še to, če smem, ki ste danes prišli. Mojim staršem, mami Renjo, oči Dušanu, sestri Vesni, ki mi je knjiga tudi posvečena. Tudi konec koncev razširjeni družini, partnerju Matiji, ki je tudi odigral in je moja velika podpora v življenju, moji prijatelji, ki so tukaj v prvi vrsti, Špela, tudi Gaja, Maja, vseh ni, tast in tašča, Janez in Alenka, hvala za podporo. Evo, zdaj pa na vrsti Jok in vsi prijatelji in sodelavci, ki ste tukaj, res ogromen pomen. Celo profesorica iz faksa, mentorica na diplomi, hvala, da si tukaj, zdaj se lahko tikava, ne. Vsi, ki so doživeli izbris, niso imeli sreče, eni niso niti preživeli. Eni niso imeli sreče, da bi lahko napisali knjigo, eni niso imeli mogoče toliko podpore, take skupnosti, takih prijateljev, ne smem pozabiti Mete pa Gregata in se opravičujem, kogarkoli nisem poimenovala. Vsi mi neizmerno pomenite. Ja, res na nek način je moja družina imela srečo in sem vesela, da sta moja starša živa in doživela izid te knjige in da sta danes tukaj. Hvala vsem, to bo za zmeri večer, ko bo ostal v meni. Pa hvala Goranu Vojnoviću. Goran Vojnović me je v bistvu predlagal Gogi, tako da hvala še njemu. Na nek način je boter te knjige. Ja. Ne smem pozabiti in hvala Edart, da je bil pogovor s tabo tako super in upam, da bomo še kdaj klepetale izven službe. Z veseljem. Ja. Knjiga je danes na voljo po prijazni ceni, lahko dobite od Tine podpis ali karkoli si boste želeli. Najlepša hvala, da ste prišli in si še vidimo. Hvala še enkrat. Mislim, podpis lahko vam nariše, ne vem, v tem smislu, veš, čisto vsega ne. Absolutno, hvala še enkrat vsem. Lep dan še naprej.